Novici, da termoelektrarni Šoštanj brez zmanjšanja proizvodnje in brez pomoči države z novim letom grozi stečaj, na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo napovedujejo pripravo interventnega zakona. Ta naj bi omogočil finančna sredstva za TEŠ in premogovnik, ne da bi šlo za nedovoljeno pomoč države. Do konca meseca naj bi bil pripravljen njegov osnutek, oktobra naj bi predlog potrdila vlada. Podrobneje Erna Strniša. V velenjskem premogovniku še zmeraj upajo, da bo zmanjšanje proizvodnje bolj postopno od načrtovanega. Skupina Premogovnik Velenje in družba TEŠ imata 2500 neposredno zaposlenih, od tega 400 invalidov. Pravičen prehod bi bil naravni odliv kadrov, pravi Simon Lamot, predsednik sindikata premogovnika. To nekje pri proizvodnji pomeni, da nižamo proizvodnjo po 200 tisoč ton letno, s tem močno zmanjšamo in okoljsko breme, in finančno breme, in po teh naših laičnih izračunih v bistvu v 10 letih porabimo za kupone nekje 600 do 700 milijonov evrov. Na ta način bi imeli dovolj časa za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja in prekvalifikacijo delavcev. Velenjski župan Peter Dermol pritrjuje, želijo si postopnega zapiranja, predvsem pa je skrajni čas, da pristojni ministrstvi pripravita zakon o zapiranju premogovnika in zakon o prestrukturiranju regije, ter da se zagotovi dovolj sredstev. Do danes lahko rečem, Ministrstvo za kohezijo je vse postopke pripeljalo do tega, da lahko 186 milijonov evrov sredstev začnemo črpati za vse projekte v naši regiji. In to teče, ampak ta sredstva ne zagotavljajo pravičnega prehoda. Srečko Đurov, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, odgovarja, da priprava zakona traja dlje, ker si želijo, da bi regija ostala močna in prišla do novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Da pa pridemo do delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, bo potrebno definirati neko novo rdečo nit razvoja te regije. Če je nekoč to bil premog in rudar, je danes potrebno najti neko novo rdečo nit tega razvoja. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor, kjer so zadolženi za pripravo zakona o postopnem zapiranju premogovnika, pravijo, da ga morajo dopolniti tudi z vsebino interventnega zakona. Sledi usklajevanje med resorji, nato pa bo zrel za vladno proceduro. Po 2